vegetarijanski borci imajo 41% manj maščobe in 17% več mišic. To je stavek, ki ga je AI predlagal za uvod v najin posnetek o raziskavi, ki smo jo ravnokar videla na temo primerjave vegetarijanskih borcev pa mesojednih borcev, ne, ki so jo naredili v Indiji. In nam je bila zelo zanimiva, ker rezultat raziskave, tako kot ste ravnokar slišali, je bil, da imajo vegetarijanci 41% manj maščobe in 17% več mišične maše. Vzorec je bil velik 52 ljudi, od tega 26 vegetarijancev pa 26 mesojedcev, ki so mogli predtem vsaj eno leto ujesti uravnoteženo vegetarijansko pa mesojedno prehrano. Pozabil si povedati, da so stari med 18 pa 22, kar je tudi pomemben fakt. To je bil, oni so želeli raziskovati ta del, ki še ni bil tako zelo raziskan in so se osredotočili na 26 vegetarijanskih pa 26 mesojednih borcev. Kar so oni naredili, je, da so vzeli 26 primerkov mesojedne vrste, 1,54 m v povprečju in 1,76 m v povprečju za vegetarijance. In prej si še pozabil omeniti, da so merili tudi kostno maso. Tudi kostno maso. Kar je pa zdaj, ko si povedal, koliko so visoki, ne, lahko z tega hitro sklepaš, da je pač logično kostna masa. Pri vegetarijancih mnogo, mnogo večja, ne? Ja. 0,4 kg. 0,4 kg. Ja. Kar je zaradi višine v bistvu popolnoma logično in do tega ne pridemo do nobene statistično značilne razlike. Raziskava je prišla do zaključkov, da je vegetarijanstvo definitivno za borce boljša metoda, ker lahko za uravnoteženo prehrano in tako naprej pripelješ do res dobrih rezultatov. Ne, si tle lahko vse preberem. 41,6 je nižja procentualna maščoba, 17% večja mišična maša, 43,9 kg proti 37,51 kg. Le zakaj? Ja. Pa 36,8% nižja visceralna maščoba. Za to pa praviš, da je možno. Ne? To pa, predvsem tukaj bi lahko podajali podatke, glede na to, da imajo toliko različne višine in posledično tudi mase najbrž. Ampak tiste, kar je procentih... Te testiranci, ja, ampak kar je v absolutni masi, bi se lahko pa dal v procente in zdaj, če to na hiter takole malo pogledaš, vidiš, da v bistvu je to tam, če bi dal... Razlika je koliko v centimetrih? 20? Ne, 15. 15 centimetrov, kar pa na konc prevede do kar znatne razlike tudi v masi. Ja, sej zato pa tudi ta 37% nižja visceralna maščoba je v bistvu lahko pa zaradi tega še znatno večja, glede na to, kakšne cifre so dali prej. Ja. To visceralna maščoba, ti veš, kaj je, ne? Ja, visceralna maščoba je prosta maščoba, ki ni v podkožju. Torej, ki je ob organih pa tako. To je visceralna maščoba, je v bistvu maščoba, ki si je res ne želimo imeti. Ja. Ker ti še vedno rabiš imeti neki maščobe, ne, ko greš na to antropometrijo, ne, ti v bistvu zmerijo pač sestavo telesa. Ne. In maščobo boš tako imel, ker je pač v celicah, je gradnik celic in potem pač logično boš neki maščobe imel, ampak visceralne maščobe pa mora biti čim manj. In zdaj iz tega očitno vidimo, da imajo vegetarijanci zdaj tega manj, imajo pa 10% večjo mišično maso, ker pa je sva že prej. Maso kosti, kostno maso. Kostno maso. Ja. Aha, kostno maso, ja. Bone mass. Muscle mass, 17% mišično maso. Ja. Večjo. Torej, sklep je, da so te dobro planirane vegetarijanske diete za atlete veliko boljše vplivajo na telesno kompozicijo, da je veliko boljša telesna kompozicija atletov, če so vegetarijanci, če je dobro planiran, kot pa mesojedno, ne? Pa tukaj je bil še podatek 9,8
procenta povečan bazalni metabolizem. Torej, v smislu, da telo pokuri v mirovanju, mislim, da več energije. Ja, da, Če prav to razumem. Jaz mislim, da pa boljš prebavljaš. Ja, verjetno, da boljš kuriš. Da več energije porabiš, kar pomeni, da potem si posledično bolj suh. Ja, oziroma tudi rabiš več energije. Ja. No, in glede na samo raziskavo, na prvi pogled je smiselno, ne, da zdaj lahko rečemo, da je vegetarijanstvo zelo efektivna športna dieta. Ne? Ja. Mogoče tukaj najprej preden na en zaključek potegnemo ven iz tega, moram še povedati, da je mogoče malo pristranska, bo govor malo pristranski, tako da samo sam nauk bo sicer vezan tudi na to, kar moramo sama mi dva nase gledati, ne? Splošen, ampak to, da kaj si mi dva mislila o teh stvareh, je mogoče malo pristransko, ker oba dva zelo močno vključujeva tudi meso v dieto in mislila, da je zelo efektivna stvar za dodajanje in da je težko biti dober športnik brez njega, ne? Da zelo negativno vpliva, če ne ješ mesa v svoji dieti. Kot sploh glede beljakovin moraš, ne da je nemogoče, ampak moraš znati jesti kot vegetarijanc, ker pač moraš kombinirati različne proizvode in če ne drugega, je precej bolj stresno, ker rabiš gledati točno kdaj pojesti. Sploh pa kompletno brez živalskih proizvodov je pa skoraj nemogoče, verjetno, ne? To pa mislim, da se vsi strinjamo, da je to skoraj nemogoče. Ja. No, in kar sem tukaj hotela reči, je, da raziskava je sicer zanimiva, je zanimiv, kaj so oni naredili, ampak zdaj pa pridemo do tega, kaj vse so v raziskavi kot raziskovalne metode narobe naredili. Ne? In dejstvo je, da so bili vegetarijanci bolj iz zahodne Indije, mesojeci pa bolj iz severovzhodne Indije. To sta dve popolnoma različni populaciji, ki imajo čisto kompletno drugo genetiko. Ne? Vzorc, ti si rekel, povsem premehen. Ja, povsem premehen. Mislim, mogli bi biti več, sploh pa zato, ker je Simon omenil, da je popolnoma različni populaciji, tako kot da bi meril Indice pa Kitajce ali pa čisto različna naroda z različnimi načini življenja v bistvu. In kar tudi potem lahko vpliva na te preračune mišične mase, procentualne, to vse lahko vpliv samo genetike. Ne? In pa tudi njihova starost, 18-22 let, ne moramo iz tega trditi nobenih zaključkov, še vedno se organizem takrat razvija, če ne drugega, so šele verjetno, to so bili borci, judo, boks in tako, ki se še razvijajo pri tej starosti, tako da nekih zaključkov o tem, kaj je bolj zdravo za nekoga pri tej starosti, ne moreš sploh potegniti. Potem tudi raziskovalci niso vedeli, kaj dejansko jejo, njihovi testni primerki. Pa še tukaj bi lahko tudi vključili nek vzorec, ki bi pa jedel pač vse, pa bi glede na to še pol primerjali. Da bi bila študija dejansko relevantna, da bi lahko iz tega vlečili zaključke, jaz mislim, da bi mogli iz več delov sveta, iz več mest vzeti ljudi, ki so na istih lokacijah, približno enake velikosti in tako naprej, pravilno preračunane stvari, da bi imeli vzorce res velike, ne? Da bi imeli vegetarijancev 2000, mesojecev 2000, da bi bile diete predpisane, da bi bile kontrolna skupina, tako kot si ti rekel. Ne? Predvsej večja, ker v bistvu 56, 28 na mesojece pa vegetarijanci je popolnoma preniska. To je tako, da bi vzel nek razred v eni osnovni šoli. Tako kot je pa tle ena dobra slikca, kaj pa to je v bistvu branje prostora, ne toliko raziskava. Ne? Ni vzrok, kar je povezava na okolje. Ne?
ni vzrok vegetarijanstva, ampak ti rezultati so, glede na to, kje so bili locirani, kakšna sestava genetska je bila in tako naprej. Na ta način je ta raziskava bila narejena. Ne? Ja, v smislu okolje je velik faktor, Ja. ki takrat pri teh letih še vedno, mislim, zelo vpliva. Kar so pa hotela povedati na koncu, je pa povezano na to, iz kje mi danes iščemo podatke. Ne? Ker podatkov, raziskav, znanja, takega dostopa, ki ga imamo mi danes, si še pred 20 leti niso ljudje znali predstavljati. Ne? Mi lahko danes pridemo do vseh možnih knjig, do vseh možnih posnetkov, do vsega znanja v 5 minutah. Še hitrej. Ja. In naš cilj mora biti pa zdaj ne, kaj vse se moramo naučiti, ampak na tisto, kako mi najdemo tisto znanje, ki je dejansko pomembno. Ja. Da vemo, čemu lahko verjamemo in čemu ne. Zato pa rabimo tudi sami nekaj vedeti, da lahko potem obrazložimo te podatke in vemo, kaj beremo v resnici. Tako da tudi midva, ki sva prebrala veliko enih študij, pa so pač naletela tudi na eno tako, ki se nama je zdela malo... Raziskovalne metode, ne povsem raziskovalne. Ne? Ja, ne prav korektno, oziroma lahko bi veliko enih podrobnosti bi lahko zboljšali. No, to sva danes želela povedati. Pazite na to, čemu verjamemo od raziskav, ker niso vse najbolj zastavljene. In to veljate tudi za naju dva. Tako da, se vidimo naslednji torek z gostom.